Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Sama sem pravzaprav žrtev nasilja v družini in sicer strani partnerja, ne boste verjeli, po skoraj 10 letih stvar na sodišču še vedno ni rešena. In ko sem zadnjič prebrala podatek, da ima ženska pravzaprav 5-krat večjo možnost, da nasilje doživi doma, kakor pa če stopi na ulico, me je precej presenetilo. Še bolj pa me je danes presenetila tale statistika. In sicer v Sloveniji sta spolno zlorabljena vsako 5. dekle in vsak 7. deček. To še ni vse. Podatki kažejo, da 62% zlorabljenih o tem pravzaprav molči. In v 85% primerov spolne zlorabe je storilec, pazi, član širše ali ožje družine. Ali pa ga otrok pozna in mu zaupa in ta ga spolno zlorabi. Si predstavljate to? Storilci so tako moški kot ženske. Rekli smo, da 62% žrtev o tem molči, sama bi rekla, da verjetno še kaj več, no o tem pa ne molči naša današnja gostja, ki to izkušnjo ima, ki jo je transformirala in danes pomaga pri ozaveščanju vsega tega in dejansko pomaga vsem otrokom, ki se znajdejo v tem, nudi informacije in tudi neko tisto podporo, ki jo vsekakor v tem času potrebuješ. Amadeja, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Hvala, ker si se odločila, da prideš v našo oddajo. Zdaj ne bova šle skozi to tvojo izkušnjo, kar se tiče vsebinsko, točno kaj je bilo, kako je bilo. Se mi zdi, da so druge informacije bolj pomembne, ki jih lahko danes podaš naprej. Ampak, a se tebi zdi, da je ta podatek 62% žrtev o tem molči mogoče celo več, ne? Verjetno celo več, ja. Se ne moramo vseh dobiti, pač če molčijo, kako jih boš pa dobil statistiko, ne? Tako. Kdaj si pravzaprav ti začela govoriti o tem? Kdaj si priznala, pravzaprav, ko poveš na glas, tudi priznaš sebi, da se ti je to zgodilo, ne? Absolutno, ja. Jaz sem začela tam od 16. leta naprej govoriti in najprej je bilo to 1, 2 osebi, pol počasi vedno več in vedno bolj, ko govoriš o tem, vedno bolj nekako prihaja v tvojo zavest in na začetku je dosti težje. Ne, ni lažje, kakor bi si človek mislil, saj pride takoj tisti cikl, mislim, olajšanje in vse, ne, ko nekako ven daš, pa ne vem, pridejo vsi ti nekako izbruhi joka in jeze in žalosti in marsičesa še zraven. Sem dejansko rata težje, ker si tu pol nekako živiš v temu, ne. Do takrat si verjetno se potlačuješ, obrambni mehanizmi, vsak pač po svoje. Pol je treba delati na temu, ne. In jaz sem se že na začetku res začela ukvarjati s tem. Brala sem veliko od psihologije, od pač nas nasploh kot človeka in nekako se začneš poglabljati sam vase. Je pa pol zdaj vprašanje, kam se poglabljaš, ne, ker tam, kam boš dal pozornost, tisto ti bo začela biti še večja realnost, ne. In meni se zdi, da se pol vsi nekako najdemo v tej res bolečini, trpljenju, pač tale poistovetenje z žrtvijo, ne. Pač res se mi zdi, da koristi na nek način, ne. Ne moreš pač pol kar priti do nekoga, ki je to doživel, pa pač zdaj je v totalni, ne vem, bedi, pa mu pol ti rečeš, lej, saj bo, ali pa pač pridi ven iz tega, kakorkoli že, ne, pač človek ne more kar tako ven zlest. Pač je njegova odločitev, koliko časa bo v temu in kdaj se bo odločil za drugo pot, ne. Pa še takrat se moraš zavedati, da te bo ta nek star način vedno želel nazaj potegniti. In te verjetno tudi bo. Sam pač ne smeš obupati in moraš vedno znova moraš biti sam pri sebi močen, sam pri sebi se odločati, zato da hočeš izbiraš življenje, ne, zato ker če si že prišel do te točke, si zagotovo izbral življenje, ker če ne bi te že
pokopalo. Ne? Tako da sami pozabimo na take stvari, ne? In je treba samo zavestiti in biti zavesten nasploh v svojih dejanjih in svojih mislih. Amadeja, vsaka stvar itak ima posledice v življenju. Koliko si bila ti takrat stara, ko se je to dogajalo? Dejansko se ne spomniš, ne? Tako da s tem tudi ni nič narobe. Ja? Pol v bistvu ne, jaz sem šla gledat stare risbe, spominjala sem se po dolžini svojih las, kakšne take malenkosti ti pol v bistvu dajo vedeti, kdaj se je kaj začelo, ali pa v bistvu še zdaj ne vem, kdaj se je nehalo, pač tako da bi rekel. Ampak imela sem z jih 4 leta že, ko je bilo po risbah videti. Še posebej pač kot likovna pedagoginja, pač ko je to jasno dati vedeti. Črne Voščenke pa take stvari. Ja, v bistvu je bil kemik, ampak tako pač res une močne linije, jezne linije, nekako una frustracija ven in po telesu, pač ko je bila pač podoba moža, ne, je telo bilo pač noter še rdeče, ne. Tako da je še dodaten indikator. Ampak ne kako živiš s tem, ampak predpostavljam, da to hočeš pozabiti, hočeš v sebi zakopati. In verjamem, da je veliko žensk danes, no tudi moških smo prej izvedeli, ne, ki dejansko ima tako izkušnjo, pa se ne spomne, ker se noče spomniti. Pač govoriti od tega je zelo relativno dejansko, ne, ker ti še vseeno kot otrok, vse se ti razvija, ego se ti razvija, ti pač ugotavljaš, kakšen je svet, kako ne bi ti deloval, in tako da v bistvu na kakršnikoli točki življenja ti govoriš o temu, boš drugače razumel situacijo, ne, zdaj spet odvisno od tega, kako si izrastel. Ampak rekla bi, da kot otrok ti vse veš, kaj se dogaja, veš, da to ni okej, razumeš, čutiš, da to ni okej, ampak pač nekako ti ta manipulacija in neodprtost našega sveta, ne, zdaj poznam tudi veliko primerov, ko se je tu preprečilo ravno zaradi tega, ker je bil odnos med starši in otrokom zelo prijeten in odprt, ne, in pol otrok zaupa nekomu in tu pove in razume, da to ni okej, ne, in tega ne bo prenašal. Če pa pač otrok od zunanjega sveta tega ne pozna, ne? Torej pač ne ve, da ni dovoljeno njegovo telo pač dotikati in vse, pol bo to nekako prenašal. In zna se zgoditi pol, da to hoče absolutno nekam potlačiti, ne razume. Zdaj, če so pol še tile znaki od zunaj, da je tu nekaj narobe, pa ni v redu, pa da si umazan, ne. In pol se ti začne tu vedno bolj v zavest nekako sklapljati in ti pač tega ne prenašaš dobro, ne, absolutno, ker kdo pa bi? Ja, seveda. Ampak kako ste vi kot družina, ne, potem tudi z detkom pa tak naprej, kako ste dejansko funkcionirali, kako je bilo to, ne vem, verjetno ste imeli pa kakšna praznovanja, pa vse te zadeve. Kakšen je bil odnos pravzaprav tukaj? To je zelo zakomplicirano vprašanje. Ja. Ampak dejansko jaz nisem pač nikoli tela nobenih stikov, bila sem zelo jezna, napadalna, tečna, nisem tela v bistvu nič delati, volja pač do življenja te pol kar gre dol. Športne aktivnosti so mi bile tudi zelo neprijetne, karkoli v bistvu z mojim telesom je bilo zelo neprijetno, tako da to se mi zdi, da je kar povsod. Se pravi, kakor da bi se hotel odtujiti stran od svojega telesa? Ja, in vse, ne da se, mislim, hočeš, ampak to se enostavno zgodi, ne. Tudi pol zavestno mogoče začneš to delati, ne, zaradi tega, ker, ne vem, padeš pod ta vpliv, ne. Pač tako so se meni porazvile in motnje hranjenja in tako. Čeprav še vedno ti veš, kaj se ti dogaja, ampak je kakor neka zanka, v katero padaš in veš, da padaš, ampak si ne moreš pomagati, ne. In nekako moraš iti skozi vso to izkušnjo, seveda govorim o izkušnji, kakor vsak ima spet svojo pot, ne, in pač ne moreš primerjati pol vsakega posameznika, ampak je res pomembno, da greš skozi nekaj, kar te bo pripeljalo nazaj do sebe, ne, torej do te volje do življenja in do želje do spreminjanja in nasploh nekako celjenja, da se začneš celiti. Velikrat, tako berem,
so spolne zlorabe povezane z motnjem hranjenja, ne? Ali je prenajedanje, ali je pa dejansko kakšna bulimija, anoreksija, pa take zadeve, ne? In spet tukaj je dejansko odnos do telesa tisti, ki je jabolko spora oziroma ki je verjetno vzrok kot tak. Kako pa se v partnerstvih to recimo potem naprej kaže? Mislim, tukaj verjetno ta zadeva, taka izkušnja spolne zlorabe dejansko zaznamuje cel odnos do moških, do moške vloge. Zaznamuje nasploh kakršenkoli spektr tvojega doživljanja v življenju. Dejansko vse, ne moreš se niti predstavljati, ne moreš niti tega v celoti razložiti. Zdaj, preden bom odgovorila na to vprašanje, bi povedala še nekaj hranjenje, motnje hranjenja. To mi je bilo zelo zanimivo sama pri sebi, ko sem ugotovila, da pač moja babi je bila kar močna ženska, ne, in dedek je pač tudi v bistvu na celo družino nekako izvajal nasilje in ona tudi ni bila izjema in seveda babice ne, da je, te pitajo. In jaz kot otrok sem bila pač suh otrok. Potem sem pa pač, seveda, sem rada jedla in enkrat se spomnim, mislim enkrat, večkrat, ampak tako glavni spomin tako, ki je rekel dedek, ne jej, ne, kao to, ko boš taka kot ona. Ne? In potem se otroku se to nekako pozna, kakor, aha, torej, če bom jaz taka kot ona, recimo torej močna, ne, potem se bo tu nehalo. Ne? In otrok vidi take subtilne malenkosti, to se vse opazi, ne? Ja. Vse zazna. In potem sem jaz začela verjetno že podzavestno vse toliko jesti in se prenažirati in poželjati svoje čustva, ne. Dokler pač mi ni bilo tega dovolj, v bistvu, ko mi je tam nekje pri 15 letih je mene to usekalo. Do takrat se sploh nisem obremenjevala toliko zavestno svojo težo, ne. Potem pa je kar nekako bil nek zlom, ki je bil še pritisk in družbe okoli in pač nekako nisem več zmogla in sem si rekla pač, da se rabi nekaj spremeniti. Potem se pa v bistvu prekomerna želja po nadzoru in se tu začne pol nekako vsa ta teža, ki jo noter čutiš, se začne ven kazati, zato ker ni opažena. In četudi je pol ta želja po pozornosti, s tem ni nič narobe, ne? Pač daj jim otroku pol pozornost, ne? Ker pol dosti ljudi slišiš, pač ja, pa se hoče samo pozornost. Če tudi ti nisi tak zdaj, da res iščeš na veliko pozornost, ampak si tak introverten, kot sem pač jaz bila, ne? Ampak iskanje pozornosti je pravzaprav zato, ker zamenjaš pozornost za ljubezen. Ja, to je. In pač v bistvu samo uničevanje samega sebe ti rata nekako izhod v sili. Izhod v sili. Kako bi rekel, no. Kje si ti videla rešitve v tem? Ali pri, ne vem, 10, če se to dogaja, ali pri 15, ali pri 20, ali pri 25? Kje si mogoče ugotovila, aha, lej, tole moraš takrat narediti, zato da se osvobodil tega? Ali pa vsej delno... Je kje kakšna svetla točka? Kaj je svetla točka tukaj v tem smislu, ki je neki izhod iz vseh teh občutkov in na koncu koncev tudi iz vsega tega, kar počneš pol s svojim telesom in kakšen odnos imaš do njega? Verjetno, da priznaš, da se je to zgodilo? Aha, tako misliš. Sem malo preveč zakomplicirala vprašanje, veš? Ja. Ampak kaj se ti zdi, kaj je v tem procesu in ko to ugotoviš in ko si mogoče to priznaš, ne vem, ali da imaš kakšen hobi, ali da preusmeriš svoje misli, kaj prej si rekla, recimo, ne, da raste tisto, v kar vlagaš svojo pozornost. Kaj te recimo pomagali pri temu? Absolutno tudi, ne, sodelovanje z združenjem proti spolnemu zlorabljanju. Ja, pač meni je bilo takrat, ko sem šla končno na združenje, kar veliko osvobodilna točka, no. Lik zaradi tega, ker so me res poslušali, ne, ker do takrat komorkoli dejansko poveš, je pač nek drugačen odziv, ne bojo te šli spraševati po podrobnostih, po vsemu, pa po temu, kar se spomniš. Je pa v bistvu to kar pomembno, sam ne moreš pa tega kar vsakmu povedati, ne, in tudi verjetno nisi lih pripravljen na vsaki točki svojega življenja, da boš to dal ven. Se ti pa itak odkrivajo novi spomini,
cel cajt je v bistvu neka rast, ne? Tako da zdaj v bistvu, ko govoriš o tega, še vseeno ni vse in niti ne sme biti, ne, po predalčkanu. Pač to se je zgodilo, ne? Ne dela to tebe, kar si seveda dolgo cajta, se moraš, imaš to potrebo, da se identificiraš s tem, ampak nisi pa to ti, ne. In v bistvu je to iskanje samega sebe na globlji ravni, ne sam zdaj, to se mi je zgodilo, pa zakaj se je meni zgodilo, pa ne, ni vse toliko črnogledo, sam je v bistvu res, ti lahko poveš posamezniku vse tako, ko si prej rekla, neke pozitivne afirmacije in take stvari, ne. In mogoče bojo začasno pomagale, ampak če on sam ne bo prišel do določenih zaključkov, potem se bo spet znova ujel v te cikle, ne. Kadar pa sam nekako prideš, isto kakor kar se učiš kakršnokoli stvar, ne. V bistvu ponavljaš in s časoma ti bo tu neka nova navada, ne bo več stara navada, pač aktualna, ampak ti bo neka nova svetla točka v življenju. Zdaj pač ja, drugače pa meni je pomagala in umetnost in glasba, absolutno, ko se mi zdi, da smo ljudje že nasploh taka vibracijska bitja in nam res glasba ogromno pomeni. Pomagal mi je tudi v bistvu pol, ko sem bila starejša, to nekako povezovanje s svojim telesom, čutenje svojega telesa, niti ne zdaj joga, kakor joga, da slediš nekomu, ampak res, da delaš po svojem občutku, po svojem ritmu. Poslušaš telo, ne? Točno tako, ne vem, če se res poskušam postaviti v vlogo mene kot najstnice, vse to, kar danes govorim, ne bi razumela, ne? Ne bi razumela. Res. Imam eno vprašanje. Težko bo, verjetno, ali pa tudi ne. Kakšen odnos imaš do dedka? Si mu odpustila ali je to nekaj, kar se ti zdi, da ne boš mogla nikoli narediti? Tu moraš nekako odpustiti sebi, bolj kot njemu. Mislim, meni kot, ko sem že odraščala, nekako s časoma, v bistvu vsa ta jeza in žalost in vse skupaj in krivda pade nate in pri meni je pač še pol na starše, ne, zato ker imaš pol ta odnos, kakor pa v podzavesti. Vse to se dogaja v podzavesti, ne, ko mi mogoče leta kasneje lahko ti dejansko vidiš, kaj se je dogajalo s tabo. Pač res ono, ko imaš občutek, da te niso zaščitili, ne, pa pač si daješ toliko znakov, ne tako kot na pričakovanja spet, ne, daješ toliko znakov ven in še kar pač noben ne opazi, ne, ampak na koncu dneva moraš to pustiti, ker če ne, ima on od tebe v primežu in potem si na istem dejansko, ne. Sebi pač odpustiti pa v bistvu res odložiš to krivdo, ne nosiš je sabo, ne. Zanimivo. Hvala ti za to, ker si. Hvala tebi. Najbolj osnovno, zato ker si in zato ker dejansko deliš svojo izkušnjo in verjamem, da s tem pomagaš mnogim. Hvala lepa. Evo, midva se bova še malo pogovorile. No, vi pa, ja, vse to so zgodbe, ki jih dejansko piše življenje. In tudi to je eden izmed razlogov, zakaj smo se odločili, da odpremo natečaj navdihujočih zgodb. To so ponavadi težke zgodbe o transformaciji, o temu, kako presežemo določene stvari v življenju. In če ste pripravljeni vse to zapisati, potem preverite, natečaj obstaja za navdihujoče zgodbe. Ena zbirka bo izšla in evo še kakšna informacija na 02 6200 230 oziroma www.klepetobkavi.si. Tako da je bila v bistvu ena petina teh otrok popolnoma brez epileptičnih napadov. Pri eni polovici, skoraj polovici otrok so se pa te napadi zmanjšali za več kot 50%.